Ranger je za naše pojme kar konkretno veliko vozilo, pa je pravi otročiček v primerjavi s tistimi ogromnimi ameriškimi poltovornjaki. Med njimi ima tudi Ford svojo serijo F, ki med drugim še vedno drži drugo mesto med najbolje prodajanimi vozili na svetu. No, Ranger pa je zdaj čisto nov, nič več sorodnik Mazdinega BT50. Ford je želel narediti najboljši pick-up v Evropi in na marsikaterem področju jim je to odlično uspelo. To je dejstvo. In kot pri prejšnji generaciji, vrh ponudbe spet predstavlja takšen Wildtrak, ki je najvišje na ceniku. To ni delovni stroj, ampak bolj imidž vozilo za izražanje sloga. Recimo, če se odpravite na smučarijo, da boste lahko brez sramu parkirali ob bok vsem 3-krat dražjim modernim SUV-jem in vas ne bo moral ven vleči prvi ratrak. No ja, tako sem tudi sam mislil, pa so me hitro streznile pneumatike, ko sem začel plesati po cesti z nekaj malega snega. Seveda, celoletne pneumatike so gnil kompromis, za takšno vozilo si v zimskem času vsekakor omislite prave zimske. Lahek zadek vas bo sicer še prevečkrat presenetil. Ups, tako kot zdajle mene. Lepo takole preklopimo štirikolesni pogon, da ne bom končal tamle spodaj in prenočil s kakšnimi srnami. Evo, prispel sem visoko v Tirolske Alpe, je že kar pozno, tako da bo smučarija na vrsti jutri. Se sploh ni tako mraz. -6 je zunaj, voda je lepo ohlajena, lep dan bo. Steni sedeži so pa mrzli kot hudič, ampak so k sreči ogrevani. Pri Fordu pa sploh obožujem tole ogrevanje sprednje šipe, ki je v takšnih dneh sploh praktično. Nekateri sicer ne marajo telih žičk, ker jih motijo, mene pa po nekaj metrih sploh ne več. Bo? Bo. Ima kar 3,2 litra delovne prostornine, kar pomeni, da tudi pri nizkih vrtljajih zelo lepo potegne. Ima pa 147 kW, to je okroglih 200 konjev. Še en manjši motor je v ponudbi, ampak mu tale kar pristoji. Ne deluje preveč robato, med umirjeno vožnjo je prav prijetno tih in uglajen. Na poti do sem pa mi je povprečno porabil dobrih 10 litrov goriva, kar je še znosno, vendar v zgornji polovici med konkurenco. Moči je vsekakor dovolj, vseeno pa se mi takole v praksi zdi, da ni tako močan, kot sicer pravijo tehnični podatki. Zanimivo, da menjalnik tukaj ne navduši kot sicer pri Fordih. Ni tako natančen, predvsem pa ne hiter. Pri Fordu pravijo, da so naredili menjalnik z mehkim prestavljanjem, očitno zato, da bo všeč tudi ženskam, če bodo kdaj sedele za tem volanom, ampak bi bilo bolje, da bi bil kar lepo robat, da je boljši občutek. Drugače mi je pa vožnja zelo všeč, dobro se sedi, dober občutek je na volanu, tudi okolje je zelo prijetno. Edino tale gum za potovalni računalnik je nerodno, neumno in nevarno zastarelo daleč. Zaslon pa ima samo 5 palcev in celo nekje skriva navigacija. Tole je različica Double Cab, ki ponuja največ razkošja za potnike. Pri Fordu pa se obenem hvalijo, da je Ranger pick-up, ki ima med evropsko konkurenco največjo nosilnost in največ prostora za potnike. Dejansko ga ima veliko. Obtežil pa sem ga le s smučkami in lahko povem, da kljub temu podvozje ni tako neudobno kot pri kakšnih predhodnikih, le na avtocesti zna na kakšni podlagi prav hecno poskakovati.
No, jaz pa sem končno prišel do sem. Upam samo, da dobim smučke zadaj ven iz kesona, ker je tisti relo zadaj obupen. 2770 evrov stane in ga nikakor ne vzemite. V času, ko imam Rangerja na testu, sem ga samo enkrat lahko odprl. Zdaj pa, ali mi je zamrznil, ali se ključavnice zatika, stalno je nekaj. Mislim, v čem je sploh poanta tega? Kako naj zdaj dobim smuči? Še dobro, da se znamo pri volanu zabavati tudi drugače. In če že ne morem bresti po 80 cm globoki vodi, kar Ranger tudi zmore, bom pa nekaj drugega. Evo, smučke so odzuni. Fajn tale Ranger. Gremo smučati.